efekt, tako da ta podlaga, kot že ime pove, 32 ur zdrži na obrazu. Jaz mislim, da to bo zdržalo čisto vsako preplesano noč, glede na to, da vsi ponavadi make-upe delajo bolj dopoldan, je potrebno imeti nekaj, kar obljublja res dolgo obstojnost. Tako da ta podlaga je po moje perfektna izbira za to. Če želite mogoče bolj prekrivno za mlado kožo, se da gor z kakim čopičem, zato da dobimo res tako malenkost debelejši nanos, če želimo skriti seveda mozolčke. Za mamice, ki pa ponavadi ne potrebujejo tega, pa je dovolj, da si samo malo tanki plast dajo gor, skrijajo kaki, ne vem, hiperpigmentacijo, kaj takega in bodo zelo lepo zažarele z njo. Kot vidite, noter toliko senčk, da sploh ni samo za en make-up look, ampak jih lahko ustvarite ogromno, od kakega bolj smoky eyes pa do res neutralnega dnevnega. Tako da ta paletka je odlična tudi zato, ker meša sijoče senčke z mat in dobite res na enem mestu vse barve, ki pa so že tako nastavljene, da se med sabo res kombinirajo. Tako da ne rabite niti veliko razmišljati, katerikoli dve iz paletke vzamete, pač pašeta skupaj, ne? Ja, se mi zdi, da vsi vedno gravitirajo samo k črni maskari, ker je to seveda tista osnova, ki jo vsi najbolje poznajo. Ampak mi smo danes izbrali tako z malo rjavega tona in se mi zdi, da res lepo poudari, sploh če delaš nežnejši make-up ali pa če mogoče imaš zelene, modre oči, ta rjava barva zelo lepo poudari oči. Tako da ne se bati barvnih maskar, tudi kakšna modra, zelena, vsi vemo, da je zdaj to zelo v trendu, da vsi... Sploh spomladi, ja, zakaj pa ne, malo barve, ne, tudi na trepalnicah. Ja, včasih je treba poskusiti kaj novega, zato da ugotoviš, da ti nekaj zelo pristaja. Je pa seveda vedno fajn dati nekaj na ličke, se mi zdi, da rdečilo res doda tisti zdravi sijaj in sploh pri kremnem je vedno tako, da se potem ljudje sprašujejo, je to make-up ali samo imaš dejansko rdeča lička, tako da se da sploh s kremnim narediti tak naraven efekt, da ne bo nič niti vedel mogoče. To se pravi, zdaj naslednje vprašanje, kako se razlikuje, to se pravi rdečilo v prahu z rdečilom v kremi, ne? Torej, nekako bolj naraven videz lahko dosežemo. Ja, z kremnim se mi zdi, da je vse prešlo bolj v kremne izdelke, predvsem zato, ker si vsi želijo to sijočo kožo. To je eden izmed takih trendov, ki mislim, da nas še ne bo hitro zapustil. Ja, jaz sem nanesla na notranji kotiček očesa, da malo odpremo in seveda pod obrv, zato ker s tem obrv malo privzdignemo in zgleda malo dvignjena, in pa na nos, zato ker si vsi želimo malo ožji nos in zakaj ne bi malo optično iluzijo ustvarili s tem, ne? Zdaj videli smo, kako lepo funkcionira na očeh, ampak highlighter lahko, torej si rekla, na nosu ga še lahko uporabimo, tudi nad usnico recimo. Tudi nad usnico, pa ne smemo pozabiti seveda na ličke. To je en taki izmed glavnih načinov, kako se uporablja, ker potem naše ličke izgledajo malo bolj take polne in to je seveda znak mladosti, zato uporabljamo te trike. Torej ima vlažilno vegansko formulo, ki vsebuje tudi hialuronsko kislino pa skvalan, torej izdelek, ki še enkrat ne samo, da polepša naše ustnice, jih lepo obarva, ampak jih tudi nahrani in vemo, da v primaru so lepe ustnice tiste, ki so tudi znegovane, a ne? Tako. Jaz ta izdelek na srečo imam že nekaj tednov in se sploh ne morem ločiti od njega. Tudi na strankah, ki sem jih imela kar nekaj maturantk, vse si želijo teh polnih ustnic. In ta izdelek je meni tako odličen, saj si videla, da sem se kar nasmejala, ko si ga omenila. Eden izmed mojih najljubših v dolgem času, tako da res priporočam.